Proračun občine Brežice za letošnje leto obsega 28,1 milijona evrov prihodkov in 34,2 milijona evrov odhodkov. Realizacija prihodkov v prvi polovici leta znaša 11,5 milijona evrov, kar predstavlja 41% načrtovanih prihodkov v veljavnem proračunu. Odhodki pa so bili v enakem obdobju realizirani v višini 11,3 milijona evrov, kar predstavlja 24,1% načrtovane porabe. Letošnje leto je bilo seveda, kot vsi vemo, zelo posebno, še posebej, kajti prve mesece je bila korona, mi smo se ukvarjali več ali manj z COVID-19, zato je realizacija proračuna bistveno nižja kot v prvem poletju, kot smo pričakovali. Je pa tudi res, da glede na to, da ko sprejme spomladi proračun, se investicije praktično izvajajo šele v drugi polovici leta. Tako da pomembno je, da pa prihodki so pa v skladu z pričakovanji, kar pomeni, da je skoraj 41% prihodkov do junija bilo realiziranih, odhodkov približno 24%. Kot dodaja Molan, se investicije intenzivneje izvajajo v drugi polovici leta, zato pričakuje, da bo realizacija proračuna konec leta kljub temu relativno visoka, tudi zaradi višje povprečnine. Za letošnje leto smo že dobili višjo povprečnino. Treba povedati, da v lanskem letu je bila povprečnina za 40 evrov nižja. Letošnja vlada, ko je nastopila takoj marca, nam je že povišala povprečnino za letošnje leto, kar pomeni, da to smo že dobili. To je približno bilo 900 tisoč več sredstev, kot smo predvideli. Za leto 2021 in pa 2022 je pa sedaj tudi usklajeno, da naj bi bila tudi povprečnina približno taka kot letos, kar pomeni, da tudi za naslednje leto lahko pričakujemo ta denar, ki ga pa od prejšnje vlade ni bilo predvideno v proračunih. Brežiški župan še dodaja, da so na javnem pozivu dobili plačano varščino za prodajo nepremičnine v Slovenski vasi, kar pomeni, da bi s prodajo te nepremičnine občina Brežice v letošnjem letu pridobila približno 1 200 000 evrov, kar pomeni višjo realizacijo prihodkov.